Spoštovani, spoštovane. Občina Brežice je skupaj s partnerji, ki v lokalnem okolju delujejo na področju športa in športnega turizma, natančneje skupaj z Zavodom za podjetništvo in mladino Brežice, Športno zvezo Brežice, Zavodom za šport Brežice in Fakulteto za turizem Univerze v Mariboru v mesecu marcu oddala prijavo za kandidaturo za prejem naziva Brežice Evropsko mesto športa 2022. Naziv vsako leto podeljuje Evropska zveza prestolnic in mest športa ACES Europe, ki omogoča kandidaturo za naziv v 3 kategorijah, in sicer prestolnica športa, mesto športa in skupnost športa. Občina Brežice kandidira v kategoriji mesto športa, saj je kriterij za kategorijo število prebivalcev. Pridobivanje naziva poteka v več korakih, ključni korak pa je oddaja kandidature za naziv v obliki tako imenovanega bitfajla, ki ga seveda imate na voljo prevzeti tudi na odru levo spodaj. V bitfajl pa mora seveda vključevati opis športne infrastrukture v mestu, način izvajanja športa, opis strategije razvoja športa, delo z invalidi, starejšimi in ostalimi na področju športa, športni turizem, športne dogodke in predlog programa ter promocijskih aktivnosti v letu pridobitve naziva ter seveda dodatne prednosti in ugodnosti športne vadbe za vse občane. Naslednji korak pri prijavi je srečanje s predstavniki športa in športnega turizma, skrben pregled športne infrastrukture in pogojev za športne aktivnosti v naši občini strani delegatov komisije ACES Europe, ki so včeraj prišli v Brežice in začeli z evalvacijo zapisanega na terenu. Obisk pa se bo zaključil jutri zjutraj. Zato sedaj med nami lepo pozdravljam župana občine Brežice, gospoda Ivana Molana, v.d. direktorico občinske uprave, gospod Patricijo Čular, generalnega sekretarja Evropske zveze prestolnic in mest športa ACES Europe, gospoda Huga Alonca, ter ostale člane delegacije, in sicer gospoda Berislava Čižmeka, Andrejo Palančko-Junger in Lukaša Vorela Adamsa. Seveda pa lepo pozdravljam tudi današnjo prevajalko Petro Vaš. Glavno vodilo kandidature se glasi: Brežice, mesto športa za vse generacije. S pridobitvijo naziva in aktivnostmi, ki bi jih izvedli v letu 2022, želimo povečati promocijo aktivnega življenjskega sloga za vse generacije po celotni občini in promocijo naše občine kot odlične destinacije za domače in tuje goste za še večji razvoj športnega turizma. K pozdravu in uvodnim besedam, zakaj smo se odločili za kandidaturo, vabim župana občine Brežice, gospoda Ivana Molana. Lep pozdrav, seveda najprej komisiji, ki je obiskala občino Brežice, prav tako pa tudi vsem vam, novinarjem in vsem, ki dejansko sodelujete pri tem projektu. V letošnjem letu je prišla pobuda do mene kot župana, da se prijavimo za Evropsko mesto športa. Predvsem zakaj? Zato, kajti dejansko v občini Brežice res precej let vlagamo v šport, vlagamo v infrastrukturo, ki omogoča šport. Prav tako z raznimi prostorskimi plani in pa z marsičem drugim se je tudi spodbujalo, da tudi kar precej tudi zasebnikov vlagalo v športne aktivnosti, predvsem pa tudi zato, da dejansko lahko pokažemo, kar vse je bilo narejeno v zadnjih letih. Predvsem še enkrat poudarjam, pri nas šport sloni na prostovoljcih, na volonterjih, ki to delajo res z svojim srcem, in prav je, da na tak način tudi jim damo pozornost in pokažemo, kaj vse smo naredili. Seveda je pa to dobra priložnost tudi za naprej. Predvsem naš šport razvijamo v 2 vidikih, eno zaradi samega športa, zaradi rezultatov, drugega pa predvsem zaradi kakovostnega bivanja v naši skupnosti, kajti smatramo, da seveda športno zdravo življenje je tudi pomembno za kakovost bivanja in zato smo tudi v zadnjih letih precej investirali v športne objekte, športno infrastrukturo. Imamo pa tudi velike načrte za naprej, saj praktično v letošnje leto začnemo graditi 2 kolesarske steze, imamo narejeno dokumentacijo za vodni center in pa še za marsikaj drugega. Vsekakor pa smo z energetskim sanacijom tudi izboljšali predvsem kvaliteto športnih objektov. Zato seveda jaz verjamem, da takšen naziv, seveda če ga bomo dobili, bo samo še dodatna zahvala in pa spodbuda našim ljudem, ki se športom ukvarjajo za naprej.
Po drugi strani pa se verjamem, je to tudi dobra promocija, kajti šport in življenje v našem kraju je močno povezano. Moje besede so pa tako velikokrat, da kraj, v katerem se dobro počutijo občani, če so občani zdravi, je tudi kraj, v katerega radi pridejo turisti. In glede na to, da občina Brežice ima še vedno zelo lepo ohranjeno naravo, je to idealna priložnost, da seveda se šport, turizem, kultura in pa seveda druge stvari, kot so gastronomija, povežeta in s tem naredimo koristno in pa seveda tudi dobro. Toliko za uvod, če pa kakšno vprašanje, pa še z veseljem kasneje povem. Naj pa še ob tem se javno zahvalim celi ekipi, ki v tem sodeluje, kajti dejansko za takšno kandidaturo moraš imeti tudi dobro ekipo, ki pripravljajo dokumentacijo in tudi tu bi posebej se zahvalil vsem, ki ste sodelovali, kajti res mislim, da ste zelo zgledno pripravili vse, kar je potrebno, da se lahko sploh prijavimo na razpis. Najlepša hvala, gospod župan. In kaj o kandidaturi pravita prva moža krovnih organizacij in institucij za šport v občini? Ferdo Pinterič, direktor Zavoda za šport Brežice, pravi: Šport v Brežicah je tako po množičnosti kot po kvaliteti na nivoju, ki absolutno presega statistično povprečje s primerljivimi okolji, predvsem pa izstopa tudi po svoji širini, družbeni vpetosti in vlogi, ki ima v lokalni skupnosti. Zato smo prepričani, da si Brežice res zaslužijo status mesto športa. Stanko Tomše, predsednik Športne zveze Brežice, pa pravi: Verjamemo, da si Brežice zaslužijo naziv Evropskega mesta športa 2022 zaradi vsega že doseženega. Častni naslov pa bo vsem dal novo dodatno spodbudo za ustvarjanje nove kakovostne ponudbe množičnega športa po meri vseh športnikov, občanov in tudi obiskovalcev ter dodatno podporo vrhunskemu športu v našem mestu. Sedaj pa k besedi vabim generalnega sekretarja Evropske zveze prestolnic in mest športa ACES Europe, gospoda Huga Alonsa, da predstavi delo same organizacije. Okay, thank you very much. Good morning, everybody. Mayor, Patricia, sport team, evaluation commission, journalists. It's a real pleasure stay here today with all of you. Najprej, da vas vse lepo pozdravim, seveda vsi tisti, ki ste tukaj, vse prisotne, Patricijo Čular, gospoda župana in pa vse športne zavode in pa društve. First of all, I want to congratulate the municipality of Brežice for the extraordinary work they have done. Najprej bi rad čestital občini Brežice za res prečudovito delo. Before entering deeply in the candidature, I want to express or to say who we are and what we do. Preden se posvetimo sami kandidaturi, bi rad povedal nekaj o tem, kdo smo in kaj počnemo. ACES Europe is the European Capitals and Cities of Sport Federation, a non-profit private association. ACES je neprofitna organizacija. We are located in Brussels and we assign every year different titles according to a sportive profile of the cities. Nahajamo se v Bruslu in vsako leto podelimo različne naslove glede športa in pa kulture v različnih evropskih mestih. Understanding sports health, well-being, integration, culture and education. Te imamo v mislih ne samo šport, ampak tudi integracijo, tako socialno, družbeno, športno, v vseh primerih, vseh aspektih življenja. Giving the right to everybody to practice sport, from kids to senior, disabled, women, everybody. Da ima vsak pravico, da se ukvarja s športom, od otrok do odraslih ali otrok z posebnimi potrebami do starejših občanov. And we have different categories according to the size of the cities. Imamo različne kategorije glede na velikost mesta. The European Capital of Sport is one capital per year, and we assign this title to capitals of a country or cities with more than 5,100 inhabitants. V kategoriji, o kateri danes govorijo, pripada tistim mestim, ki imajo več kot 25,000 prebivalcev. This year is Lisbon, the next year The Hague, in the 2023 Glasgow and 2024 Genova. Se pravi Lizbona, Haag, Glasgow and 2024.
and Genova. Then we have a different category, cities in between 500,000 inhabitants till 100,000 inhabitants, and we used to give up to 4 maximum per country all around Europe. Potem je naslednja kategorija, kjer je število prebivalcev večje in v tej kategoriji damo največ 4 naslove, podelimo 4 naslove. Then the European town of sport, municipalities below 25,000 inhabitants. Na to pa je še mesto športa, kjer podeljujemo ta naslov tistim občinam, kjer imamo manj kot 25,000 prebivalcev. I did a mistake. The cities is from 500,000 to 25,000 and the towns 25,000 to below. Se pravi, bila je napaka narejena. Mesto je... The cities is from 500,000 to 25,000 and the towns 25,000 below. Se pravi, 500,000 do 25,000, mesta pa od 25,000 in manj. Then we have the European communities of sport whenever more than 2 cities apply to the title under the same group of cities. Če pa se prijavita 2 mesti v to kategorijo, And the European region of sport whenever the whole region apply to the title. in če se prijavijo več mest v to kategorijo. So after telling you that, we evaluated the city, everything. I mean, from the sport facilities to the sport policy, from the investment to the active people in the city. We have tried to evaluate all points of view. Na to pregledamo vse točke v tej kandidaturi, se pravi od samega mesta do športnih objektov, vse, kar spada zraven. And according with this evaluation, then we give a score, and if the score is above 70 points within 100, then we give the title to the city, in this case, the European Town of Sport. Ko pridobimo rezultat, če je ta rezultat več kot 75 točk od 100, potem mesto dobi to kandidaturo. So now I want to go further and one step further from the journalists and try to explain how it means be awarded by ACES Europe. Gremo še en korak dalje, tako da bom razložil, kaj to pomeni, če dobimo oziroma nagrado ACES Evrope kandidaturo. First of all is an international recognition and promotion to the city. Najprej in predvsem to pride do mednarodne prepoznave mesta. Second is putting value the sport policies of the city. Potem pridejo na vrsto, se pravi, mestne tiste stvari, za katero se mesto bori, njihove različne police. Third is taking part in the biggest network of sportive cities in the world, because we have more than 3,000 cities within our network. Na to se mesto pridruži zelo veliki mreži, ta mreža obsega celo več kot 3,000 mest. And fourth is try to get some European fundings through the network, because every year we used to apply for European funding. We are not the European Commission, we are a private association, but we have a strong network to get different fundings in different calls. In četrtič tudi pridobijo evropska sredstva. ACES je neprofitna organizacija, vendar dela z različnimi drugimi organizacijami. So what I want to say is this title, if Brežice finally receives the title, is a kind of emotional tool to use it in the promotion of a sport activity and to encourage citizens to be more active more often. Če Brežice pridobita naziv, je to kot neko čustveno orodje, da še pride do večje promocije športnega življenja. And according to the city and according to the candidature, well, they have absolutely 100% the ingredients to become European Town of Sport. Imamo 100% vse sestavine, da bi lahko postali mesto športa. We will decide this in a couple of weeks. To se bomo odločili v nekaj tednih. If the city receives the title and if the European Parliament allows us to celebrate and host the gala in the Parliament, then we will give the flag if finally is awarded in the European Parliament in Brussels in the month of December. Če nam bodo to dovolili, bomo to naredili v Bruslu in sicer v mesecu decembru. Coming back to the candidature, we were really impressed with the sport facilities Brežice has. Bili smo res impresionirani s športnimi objekti, ki ima Brežice. More than 100 sport facilities and areas. Več kot 100 športnih objektov in drugih objektov povezano s športom. The water treasure, as I call you have, is absolutely amazing. It's not something usual in a kind of municipality of this size. Naše vode predstavljajo pravi zaklad, to je nekaj, kar ni čisto običajnega v občinah. You have absolutely everything, an outdoor sport area which is incredibly good.
Imamo vse, tudi športne objekte zunaj, ki so zelo dobri. You have everything. You have golf. You have here in the city field and track. I mean, you have everything. Brežice ima vse. And also a policy according to the sport for all, for everybody. We have checked this morning, disabled, seniors. I mean, seniors is not only 1-2 days. I mean, we are talking about everyday physical activity for seniors. In pa naš odnos do športa, se pravi, da so tako otroci, mladi, starejši s posebnimi potrebami, tudi tisti najstarejši, se ukvarjajo s športom, se udejstvujejo v nekaterih dejavnostih. And even incredible sports celebrities, not only former, but also future sports celebrities. In tudi neverjetne športnike, sami individualne osebe, ki pač svojimi rezultati pripomorejo. One more thing I need to add is that the local budget, according to the sport, is 6%, almost 7% of the total budget of the municipality. Kaj bi rad še dodal, da denar, ki gre za šport, je 6%, skoraj 7% celotnega proračuna. When the average in Europe used to be in between 2 and 3, Medtem ko je povprečje v Evropi med 2 in pa 3%, which is the double. kaj to pomeni v Brežicah skoraj dvojno. And they have developed a very creative objectives they call the 7 Magnificence, right? Razvili so en poseben program, 7 veličastnih. I don't have in my memory all these 7 points, but I have to say that the green mobility and the development of the sport rural areas are really good, but of course the rest of 5 are fantastic as well. Nisem si vseh zapomnil, rad bi pa predvsem izpostavil 2, to je modra mobilnost in pa druga so še športni objekti na prostem. So just want to congratulate again the mayor, Patricia, and the sport team for the extraordinary candidature. Še enkrat bi rad čestital gospodu županu, Patriciji Čular in pa celotnemu športnemu timu, ekipi. And who knows, we don't know if finally they will become European Town of Sport or not. In 2 weeks, the answer. Mogoče še ne vemo, čez 2 tedna pa pričakujemo odgovor. Hvala. Hvala. Thank you. Thank you very much. Najlepša hvala. Sicer bi se moje naslednje vprašanje nanašalo, kakšni so prvi vtisi, ampak je gospod Alonso že vse povedal in mislim, da je celotna športna ekipa občine Brežice res zelo zadovoljna nad njegovim poročilom. Pred današnjo razglasitvijo kandidature občine Brežice pa je potekal tudi zagovor kandidature pred člani ACES Europe. Zato k besedi vabim v.d. direktorico občinske uprave Patricijo Čular, ki je tudi vodila samo predstavitev, da tudi ona pove nekaj besed. Hvala za besedo, lepo pozdravljeni vsi prisotni. Lahko bi rekla, da se občina Brežice že nekaj časa spogleduje z evropskim prostorom in si oblikuje svojo partnersko mrežo ne samo skozi delo svojih klubov, temveč tudi občina kot inštitucija. Verjetno se kateri od vas še spomnite naših 3 projektov, ki smo si jih zastavili znotraj programa Erasmus Plus in skozi katere smo dejansko občina kot inštitucija dejansko zastavili oziroma okrepili svojo mrežo partnerjev. V vsakem od projektov smo nekako preverjali dodaten potencial športa, ki ga ima naše okolje. Tako smo v športu za zdravo starost preverjali, kako nadgraditi vadbo za populacijo starejših in kako potem to vadbo vpeti v športno-turistično ponudbo. Oblikovali smo celoletne in celotedenske vadbene programe za starejše, ki so naleteli pri populaciji 65+ na zares odličen odziv. Nadalje je sledil projekt Občuti svobodo vode, kjer smo s projektom naslovili predvsem osebe s posebnimi potrebami. In sicer smo za te osebe preverili vodne športe, za katere imamo v našem okolju kar še nekaj potencijala in smo želeli tudi skozi projekt preveriti, kako bomo ta potencijal, ki se nam ponuja z vodnim centrom, lahko ponudili vsem skupinam, se pravi tudi osebam s posebnimi potrebami in eden kot izredno zanimiv rezultat tega projekta je tudi
prilagojen SUP za osebe z težjim gibanjem, za osebe na vozičku, tako da smo dejansko tudi znotraj projekta razvili en tak svoj produkt. In kot zadnji projekt, ki se nam je zdel izrednega pomena, oziroma vidimo, da je izrednega pomena za vse naše občanke in občane, projekt Stavi na zdravje, pa je preverjal, kako dejansko motivirati mlade ljudi, ki po naših ugotovitvah, ko stopijo iz osnovne šole, v zelo velikem procentu opustijo ukvarjanje s športom in kako nekako jih prepričati, da ohranijo šport z tem preventivnim namenom, se pravi, da ostanejo športno aktivni kot rekreativci tudi po nekem zaključku srednje šole. Ugotavljamo, da tisti z odličnimi športnimi rezultati ostajajo, ampak so te v manjšini, da dejansko večina odhaja in se potem sicer vrača v obdobju po 20. napolnjenem letu starosti, a vendar ne v takšnem obsegu, kot so bili udeleženi v športna društva v obdobju osnovnih šol. Kot že rečeno, od vsakega od teh projektov smo nekaj odnesli in veseli smo lahko, da dejansko projekti puščajo sledi ter rezultate ohranjamo tudi po zaključku projektov, se pravi, niso bili namenjeni sami sebi, zato smo tudi nekako temeljito premislili o tej kandidaturi. Prvič smo se s kandidaturo spogledovali, mislim, da že 2 leti nazaj, pa se nam je zdelo, da ne vemo čisto točno, za kakšen namen dejansko to kandidaturo napisati, pa tudi, kot je bilo že rečeno, je za samo vlogo potrebno kar nekaj dela, kar nekaj pregleda in zbranih informacij, tako da smo sedaj, ko je večina tega dela že za nami, veseli, da smo po tem pretečenem obdobju vseeno nekako zapopadli tudi za to nalogo in da smo kandidaturo oddali in da danes lahko tukaj med nami gostimo tudi delegate ACES Evrope. Občina Brežice ima v prihodnjem obdobju prav gotovo pomembna poglavja na področju športa. Vodni center poleg kolesarskih stez predstavlja zares obsežno investicijo, ki pa nudi tudi ogromen razvojni potencial za naše okolje, tako za naše občanke in občane, kot tudi za tesno povezovanje z področjem turizma, seveda pa tudi za področje športa. Nadalje pa si predvsem na področju športa želimo tudi nadgraditi obstoječe športne programe za ponudbo za čim širši krog občank in občanov, se pravi za ponudbo rekreativnih programov, ki bi ohranili njihovo visoko stopnjo aktivnosti. Kot je bilo rečeno, smo si za obdobje 5 let zastavili načrt oziroma 7 veličastnih ciljev, ki jih želimo doseči. Nekaj je bilo, 2 sta bila že omenjena. Dejansko želimo povišati stopnjo aktivnosti naših občank in občanov na področju rekreativnega ukvarjanja športov iz 35% na 45%. Ravno tako želimo zagotoviti optimalne pogoje, za šport in rekreacijske aktivnosti za vse generacije, se pravi ne samo za klasične športnike, ter zagotoviti ustrezno športno infrastrukturo, predvsem na podeželju, kjer si skupaj s to ustrezno športno infrastrukturo želimo na podeželje preseliti tudi večji obseg športnih programov, da bomo lahko zares prišli do čim širšega kroga naših občank in občanov. Želimo si skupaj s Centrom za krepitev zdravja povezati te športne programe in dejansko pridobiti nekako ali prideti do stopnje, da bi dobili športni program na recept, da bi dejansko
športne programe pričeli uporabljati kot močno preventivno sredstvo za ohranjanje in krepitev zdravja in kjer bi s pomočjo Centra za krepitev zdravja lahko pridobili tudi določen športni program na recept. Vsekakor ne bomo pozabili na osebe s posebnimi potrebami, ki jim vse skozi dajemo poseben poudarek, in pa predlog je že bil in tudi v proračunu so določena sredstva zagotovljena, da se občina pridruži k izvajanju 1 ure športnega programa tako v osnovnih šolah kot v srednjih šolah, se pravi, da dodatno spodbudimo k izvajanju športnih aktivnosti v šoli. To je naših veličastnih 7 za 5-letno obdobje, ki je pred nami, in verjamemo, da bodo doseženi, nimamo nobenega razloga, da bi dvomili v njih, ker smo pripravljeni delati, predvsem pa imamo številne prostovoljce v društvih, več kot 50 športnih klubov, društev, ki dejansko ohranjajo športne programe v mestu Brežice na temelju prostovoljnega dela. In če povzamem besede ene od naših ambasadork, ki so predstavljeni tudi v tako imenovani vlogi Bitfailu, ki je rekla, da naziv Evropskega mesta športa se Brežicam prilega kot roki rokavica. Tako da verjamem, da bo ta odločitev čez čas, ko komisija prespi in strne, vseeno prinesla nam tudi ta naziv. Tako da toliko. Hvala. Najlepša hvala. Torej, tako kot je bilo že rečeno, bo uradna razglasitev zmagovalca v mesecu decembru, čez približno 14 dni pa bo komisija sporočila, kako se je odločila. Naziv ne prinaša finančnih prihodkov strani same te organizacije Access Europe, ki podeljuje naziv, omogoča pa, kot je povedal tudi že gospod Alonso, da kot Evropsko mesto športa dosežemo zastavljene cilje in razvoj skozi promocijo športne vadbe in športnega turizma doma in v tujini, ter da nam omogoča mreženje z velikimi športnimi organizacijami. Najlepša hvala vsem sodelujočim, najlepša hvala vam, spoštovane novinarke in novinarji ter ostali predstavniki medijev. Čas je za vaša morebitna vprašanja, sicer pa bodo govorci na voljo tudi za individualne izjave. V redu, potem pa še enkrat najlepša hvala, ker tudi vi verjamete v našo kandidaturo za prejem naziva Brežice Evropsko mesto športa 2022. Hvala, ker ste se udeležili današnjega dogodka in vse lepo.